Za pusta se ljudje radi preoblačimo. In pogosto se zgodi, da si nadenemo masko, ki predstavlja to, kar bi v resnici radi bili. Zato seveda ne preseneča, da si je mariborski ljubitelj mačk Andrej Fištravec za pusta zaželel biti župan. Naloga je bila težka, kajti že na prvi pogled naš Andrej nikakor in na noben način ne deluje kot župan. Pa si je rekel: Obleka naredi človeka, pa župana ne bi mogla. In si je brž omislil 3 obleke namreč. Na občinske stroške kaj pa da. A ljudem spet ni bilo prav. Je že tako, da je nehvaležnost plačilo sveta. Če župan ne izgleda kot župan, niso zadovoljni. Če pa želi svoj izgled popraviti, se spotikajo na tem, da povzroča stroške. Kako pa naj bi revež vedel, da županu ne pripada županska oblika na državne stroške? Šlo je za zmoto mojo, in sicer v tem, da sem menil, da mi kot županu, ki se moram oblačiti v obleke, ki jih drugače ne nosim, to mi pač kako obleko lahko kupim z državnim denarjem. Klobuka si Fištravec ni omislil, ker tega kombinira s svojo običajno opravo, se pravi na kavbojke in pulover. Treba pa je povedati, da ljudje nimajo prav, ko zganjajo vik in krik zaradi oblek, ki jih je na občinske stroške nabavil mariborski župan Andrej Fištravec. Zavedati se moramo, da so imeli Mariborčani veliko srečo, ko so za župana izvolili prav Andreja. Če bi izbrali kakega Adama, bi mu morali poleg oblek kupiti še spodnjo majico in gate. Siva nam je priroda, a mi smo zeleni, tužni i betežni, črni i črleni. Pozvali smo doktora, doktor zove Medu. Medo kaže, sve će bit u redu, sve će bit u redu, sve će bit u redu. Več sreče smo imeli davkoplačevalci z imenovanjem nove zdravstvene ministrice Alenke Trop-Skaza. Ta očitno ima kaj obleči, pa tudi uhanov, ogrlic, prstanov in zapestnic ji ne primankuje. Zato se bo lahko z vso odločnostjo posvetila uvajanju novosti na zdravstvenem področju, kar je napovedala že ob imenovanju, ko je dejala: Dejstvo, da je zdravje v koalicijski pogodbi napisano na 3/4 lista, mi daje bolj proste roke. Dodajmo, da je nova ministrica že zavihala rokave in napovedala nove zdravstvene dajatve. A vrnimo se v Maribor. Ko so županu pojasnili, da se je zmotil, je dal takoj izdelati pravilnik, v katerem o napakah in zmotah jasno piše, kar pač piše. To ne gre za napako, to gre za zmoto. To gre za zmoto, in ko so mi pojasnili, da zmotno mislim, sem denar vrnil in zahteva, da se izdela pravilnik, zdaj imamo pravilnik, v katerem to jasno piše. Pa naj še kdo reče, da pri nas ni vse po predpisih. No, treba je dodati, da župana Fištravca vseeno begajo neka nova dejstva. Čeprav pa, kot zanimivost lahko povem, že je ravno dobil eno elektronsko sporočilo z gospoda, ki se z varstvom predelov ukvarja, ki pa meni, da z vidika z varstva predelov bi pa župan moral imeti take OVO, to je obleko, ki ustreza nevarnosti predelov, nekaj v tem smislu. Skratka, ni izključeno, da bi župan vendarle ne potreboval službene obleke, ki bi mu zagotavljala varnost pri delu. Kakšna naj bi ta oblika bila, Fištravec žal še ne pove, ker nima vedeževalke. Če bi jo imel, bi mu morda povedala, da bi bil še najbolj primeren zaščitni komplet s čelado. V Mariboru človek nikoli ne ve, kdaj bo volilna baza župana Fištravca pred Rotovžem spet uprizorila volitve z granitnimi kockami. Pozvali smo doktora, doktor zove Medu.
ne dokaže, sve će biti u redu. Sve će biti u redu, sve će biti u redu, sve će biti u redu, sve će biti u redu.